Spoštovane gospe in spoštovani gospodje, spoštovana gospa magistra Alenka Bratušek, predsednica stranke SAB. Mi dve se sicer osebno še nismo imeli priložnosti spoznati, zato se še toliko veselim najinega pogovora in si želim ure iskrivosti, konstruktivnosti, predvsem pa odgovorov na vprašanja, kakšna je vizija Slovenije skozi oči in program vaše stranke. Dobrodošli. Da se ne bi na vseh srečanjih ponavljala, mi dovolite le, da uvodoma poudarim, da so, kot smo se že pogosto pogovarjali, volitve pred vrati, čeprav se mogoče zdi, da so 3 meseci še mnogo, vendar bodo minili hitro tako za vas, še bolj pa za nas se mi zdi, ker se nam dogaja na vseh področjih in sicer smo zmedeni najprej 80% Slovencev oziroma državljanov Slovenije, da ne bom narobe se izražala, ne vem niti komu bi namenilo svoj glas. Potem smo na dnevni bazi deležni odvračanja pozornosti strani recimo vladnih strank, vladne koalicije, posameznikov, tako in drugače, ne bom se spuščala v podrobnosti, vsi vemo, da je toliko nekega prašenja in nekih dogajanj, da človek težko spremlja vse, kar se v dnevu zgodi, kaj šele, da bi se potem posvečal še čemu drugemu. Nadalje, stranke rasejo kot gobe pod dežju, praktično dobimo vsak dan 1 ali 2 novi stranki, pa govorim samo o tistih, ki jih medijski prostor zazna. V resnici jih je verjetno še mnogo poleg, ki pa niso tako zanimive, ampak to je spet druga politika, pustimo to. Zadnja stvar, ki tukaj ima ogromen vpliv, je zaupanje v politiko in če lahko bom poudarila, da sta se 2 stranki v zadnjem času, prej pa še kakšna tudi dodatno prizadevali, da bi pokazali, kaj vse lahko storijo stranke na področju tega, da izigrajo svoje volivce. In potem niti ni čudno, ne, da so mnogi dvignili roke, rekli, se so vsi isti, ne gremo volit, saj je vseeno, kaj se zgodi, čeprav v resnici je to najbolj zgrešeno. Na volišče bi se morali, vse kar se mene tiče, na volišču pojaviti vsi, svoj glas oddati, ampak dobro, to je spet druga stvar, zaradi katere nismo danes tu, bomo pa storili, kar bo v naši moči, da bi se to zgodilo. Da pa ne bom kritizirala samo politike, ne, smo pa tudi ljudje, v resnici tisti, ki nosimo en velik del krivde za nastalo situacijo. Ko se je Slovenija osamosvojila, smo naenkrat bili mi tisti, ki smo uspešni, imamo gospodarsko rast, uživali smo neko lagodno življenje, vse nam je bilo krasno, demokracija je bila samo po sebi umevna, če se je zgodilo kaj narobe, nismo niti bili kaj pretirano hudi, ker smo verjeli, da se bo to zakoni krasnimi in dobrimi vse uredilo. Skratka, smo zaspali in zdaj smo se pa naenkrat zbudili v neko resničnost, ki je pa daleč od te idile, v katero smo verjeli in za katero smo mislili, da je naš vsak dan. No, skratka, da bo mera polna, poleg vsega, kar sem naštela, imamo pa zdaj še to našo zdravstveno krizo, ki nam pošteno greni življenje, oziroma upam, da nam zdaj bo ga vedno manj. In potem je vprašanje, koga bomo volili, mislim, da je eno tistih, ki ne vem, ki bi moralo biti v tem trenutku med prvimi, konec koncev je pa odgovor na tisti, do katerega se bomo presneto težko prikopali. Prvenstveno to, ne, kar je bilo včasih dovolj, da je neka stranka anti-Janša danes ne igra več vloge, ne, ker smo ugotovili, da v bistvu je to lahko zelo kratkega roka in se stvari hitro obrnejo v nasprotno smer. Zato smo se tudi združili v skupino, koga bomo volili. Septembra smo začeli z zbiranjem zahtev, kar je danes spet zelo popularno, zahteve, kakšna naj bi Slovenija po novem bila, in nas je marsikdo tudi posnemal, kar sem strašno vesela. In v mnogih zahtevah smo se tudi ujeli z Glasom ljudstva, z gibanjem Glas ljudstva, se mu pridružili, nekaj zahtev je pa ostalo odprtih, v katerih ne, da se ne ujemamo, vendar se pa razhajamo v določenem delu. Mi v naši skupini smo bolj zahtevni, no, če lahko tako malo karikiram. Prvenstveno prva in najpomembnejša zahteva je bila seveda, tako kot sem vam v predhodnem scenariju že posredovala, je sprememba volilnega sistema. V skupini, koga bomo volili, smo
podprli predlog novega zakona o volitvah v državni zbor, ki smo ga pripravili v Nacionalnem svetu za demokratično spremembo volilnega sistema. Danes so tudi kolegi prisotni, gospod Emil Milan Pintar, gospod Svetlik in gospod Bohinc, tako da bomo skupaj predebatirali te stvari. Jaz seveda predlagam, da greva skozi tiste točke, postavke, verjetno ste si uspeli tudi pogledati, ki so preprostejše, za katere mislim, da sploh ne bi smela biti neke silne težave, da se ne bi ujemali z vašimi vizijami hitro skozi pri tistih, ki so pa mogoče malo težje za interpretacijo, bomo pa gospode poprosili za kakšno pojasnilo, pa mislim, da se bo razvnela kar bogata debata, vse zadnjič je bilo tako. Tako, zdaj sem pa jaz povedala svoje, zdaj bom pa tudi vam dala še kakšno besedo, gospa Bratušek. In sicer, če se strinjate, bi vas najprej povprašala, ali podpirate poenotenje velikosti volilnih okrajev na predlaganih približno 47,000 prebivalcev, kar pomeni, da bi v Sloveniji po novem nastalo 44 volilnih okrajev. Najprej dober večer in hvala za vabilo. Pomembno se mi zdi na začetku povedati, da zdaj se pogovarjamo o spremembi volilne zakonodaje, ampak na te volitve seveda gremo po stari volilni zakonodaji. Se mi zdi, da ko veliko govorimo o spremembah volilne zakonodaje, nekateri ljudje kar razumejo, da bojo že 24. aprila karkoli lahko naredili po novem. Tako da to se mi zdi, bom rekla, pomembno poudariti. Druga stvar. Ugasnite mikrofon, prosim. Se upravičujem, bom poskušala od stule ugasniti. Nekdo poročila posluša, pa se sliši. Avguština Zupančič. Vlade Janez Janša je dejal, da je v nasprotju z ustavo. Najbolj skeptični so prav SDS, po prepričanju predlagateljev, nepovezanih poslancev, pa predlog, ki so pripravili v pravni gremiči za lastno Avguština, vladanje z neustavnimi odloki. To pomeni, da podajajo tudi večjo pogodo državnega zbora, zaradi predvideva parlamentarni ukrepi v času zdravstva. Poskusite jo izklopiti vi. Jaz se jo poskušam, v tem trenutku ne pustiš. Če imate telefon, pokličite po telefonu. Gospa Avguština, gospa Zupančič, a lahko prosim izklopite mikrofon? Kibernetsko vojskovanje. Gospa Zupančič, jaz se upravičujem, bom poskusila, gospod, ampak se ne daj stule je izklopiti, žal. No. Dajmo poskusiti, se upravičujem, res. Še enkrat. Druga stvar, ki se mi vseeno zdi pomembno povedati, je, da
tudi če se vam zdi, bom rekla, majhen korak uvedba preferenčnega glasu, smo v tem mandatu kar dvakrat to probali oziroma poskusili. Pod en predlog je bila naša stranka celo prvo podpisana, pa na žalost nismo uspeli. Zmanjkala sta enkrat eden, enkrat dva glasova. In tukaj je seveda treba zelo na glas in pošteno povedati, da to ne glasova z desne strani, ampak na žalost glasova z te naše levo-sredinske strani. Tako da mi smo imeli spremembo volilnega sistema in uvedbo preferenčnega glasu v programu, zato smo to seveda tudi želeli spremeniti, ker smo prepričani, da bi ljudem to dalo, bom rekla, nekaj več volje, da grejo na volitve, ker bodo pač ali pa bi lahko zbirali poleg stranke tudi ljudi. To se mi je zdelo pomembno povedati na uvodu. In seveda druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je, da za spremembo volilne zakonodaje potrebujemo 60 glasov. Zato zdaj, ko se pogovarjamo, kaj kdo podpira, kaj kdo ne podpira, to seveda še ne pomeni, da bomo v naslednjem mandatu kakorkoli blizu končne rešitve. Ampak ja, prav je, da se do teh stvari stranke, ki smo trenutno v parlamentu, opredelimo. Seveda bo sestava naslednji mandat lahko drugačna oziroma sigurno bo drugačna in bo odvisno od tistih strank in tistih poslancev, ki bodo potem takrat v državnem zboru. Kar se tiče volilnih okrajev, mi ne bi imeli nobenega problema, da se te volilni okraji, bom rekla, bolj poenotijo. Moram pa pošteno povedati, da ima politika, vsaj ki smo se zdaj pogovarjali, do tega vprašanja pravzaprav največji problem. Tukaj se tako rekoč vedno zatakne, ko želiš spreminjati samo 1, 2, 3 okraje, ne da bi vse na novo postavil. In moja izkušnja je, da tukaj prav tiste, ne zveni grdo, če rečem, stare stranke, tradicionalne, imajo največje probleme, ker pač one znajo najbolje postaviti, zračunati in tako naprej. Tako da v naši stranki mislim, da ne bi imeli večjih težav z tem, kar ste vi tukaj predlagali. No, super, ker v bistvu zdaj jaz nekako izhajam z stališča, da se poskušamo ujeti v tistih stvarih, v katerih se ujemamo, potem pa se pogovarjamo seveda naprej na tiste stvari, ki so pa mogoče majčkeno zapletenejše, ampak sej vedno, dokler tečejo pogajanja, ni nič še končano. Super, krasno, sem zelo vesela. Potem naslednja stvar je enakopravnost vlaganja kandidatur. Tu bi prosila mogoče kar enega od kolegov, da besedo ali dve zraven pove, da v pojasnilo. No, tako. Ja, če lahko majčkeno pojasnim. Glejte, nas od vsega začetka moti, da so se stranke polastile pravice, da kandidirajo in da celoten postopek peljejo zgolj kot strankarski dogovor. Mi mislimo, da je volilni sistem neke vrste ali pa moral bi biti pogodba med državljani in oblastjo, kjer se določi, dogovori, kako pravzaprav bodo izbrali državljani tiste, ki bojo predstavljali v nekem mandatu nosilce oblasti, pa seveda tudi, kako bodo imeli pravico nadzorovati, ali oni dejansko izvršujejo tisto politiko, ki so jo napovedali. Zato smo predlagali naslednje, da se polovico poslancev, to je 44, razlog, zakaj ne 45, sta poslanca narodnosti, ki se že zdaj volita po večinskem sistemu, da se torej 44 poslancev voli direktno v 44 okrajih, kandidate pa dajajo pod enakimi pogoji politične stranke
in dajejo jih lahko tudi, to ni nobena obveza, ne za enega, ne za druga, državljanske liste. Tako nastane v vsakem volilnem okraju enotna lista kandidatov, urejena po načelih, ki jih definiramo, to se pravi spoštujoč kvote in ostalo, in voli se po dvokrožnem večinskem sistemu. To pomeni, če nekdo dobi več kot 50% glasov, je direktno izvoljen, če ne gresta tiste dva, ki sta dobila največ glasov v drugi krog. To ni neka noviteta, niti v tujini je to uveljavljeno, niti pri nas. Pri nas tako volimo predsednika države, volimo ga na ravni države kot volilne enote in tako volimo župane, kjer so volilne enote pravzaprav občine. To se pravi, mi vpeljujemo ta sistem sem, ko pa je Tjaša zelo jasno opozorila pod enakimi pogoji, pa to pomeni, da tako državljanske liste, skupine državljanov, kot stranke potrebujejo za to, da nekoga nominirajo za kandidata, 150 podpisov volivcev iz tega volilnega okraja in seveda tej zahtevi po domicilu mora ustrezati tudi kandidat sam. Je pa še ena stvar, in tu bom končal, ki je zelo pomembna. Mi predvidevamo, ne samo, da bojo tako volivci poznali kandidate, kljub temu smo vpeljali sistem, da so kandidati dolžni oziroma tisti, ki jih kandidirajo, o teh kandidatih pripraviti neko temeljno dokumentacijo, neko izjavo, ki njih pokaže. In to je točka, kjer jo lahko mogoče vi, stranke, že v teh volitvah greste v tej smeri, ne da se v zakon spreminja. Da se dogovorite, da v te svoje kandidate s to izjavo pravzaprav predstavili volivcem, kar bi zelo pozitivno vplivalo tudi na sam obisk volitev. Toliko, če bo treba, lahko podrobneje potem. Prav, sem zdaj jaz na vrsti? Okay. Zdaj, ja, mogoče je treba povedati, da te točke, ki so navedene in o katerih se pogovarjamo, so seveda niso vsaka zase izvedljive, ampak je treba povezati. Tako da mogoče je prav, da damo to v en paket. Kar se tiče, bom začela zdaj od zadaj, razkritja podatkov, se pravi izobrazba, delovnih izkušenj ni, izobrazba že danes mora biti napisana na kandidatni listi, je celo napisana na volilnem listku izobrazba. Jaz osebno in mi v stranki ne bi imeli nobenega problema z vsemi temi podatki, prikazom, tudi smo vse podatke, bom rekla, vedno prikazovali od svojih kandidatov že na prejšnjih volitvah, upam, da ne zveni pregrobo, če rečem, zahtevali izpis ne iz kazenske evidence, ampak da pač niso v kazenskem postopku. Saj to je to, kar lahko v bistvu si zagotovimo, da niso bili kaznovani in da niso v kazenskem postopku. To sta dva obrazca, ki jih lahko vsak človek dobi. Premoženjsko stanje morajo oddajati na KPK zdaj, ali ljudem kaj pomeni, da vidijo, koliko je človek bogat ali pa ni bogat, ne vem. Jaz osebno nimam problemov, mogoče iskreno bi kdo drug jih imel, ampak zame to osebno ni tako ključen podatek. Je pa ključen podatek za tiste, ki so potem izvoljeni, da se lahko spremlja, kako se to premoženjsko stanje spreminja. Načelo domicila, tudi v naši stranki nimamo problema. Kar se tiče pa te prve točke povedane, da kandidate za poslance enakopravno predlagajo tudi državljani. Tukaj je treba povedati, da se liste vlagajo v volilne enote, ne v okraje. Verjetno ste to tudi mislili, ne? Volilna enota je. Ne. Tisto drži, kar ste prej rekli, cel sistem je treba videti.
Mi predlagamo, da drugi del volitev poteka tako kot doslej in se vlaga v volilne enote. Prvi del pa direktno nastane kandidatna lista v volilnem okraju in se tam voli in izvolitev je dokončna. Prav, moje vprašanje na ta vaš predlog je, ali tudi liste, ker zdaj stranke moramo imeti kandidatne liste v vseh volilnih enotah, to pomeni zdaj tudi v vseh okrajih. Verjetno bi enako pričakovali potem tudi od teh list, ki se prijavljajo na državnozborske volitve, ali bi to pomenilo, da lahko imamo v Ljubljani karikirano 200 kandidatov, med katerimi izbiramo, v Celju pa 10. Če ne bi tudi od list zahtevali, da imajo zastopanost po celi državi, če sem bila zdaj dosti jasna. Ja, naša zamisel je drugačna. Tudi zdaj pravzaprav ni obvezno, da kandidirate v vseh volilnih enotah. To je praksa, zato ker je to edino smiselno, če hočete doseči in preseči prag, ki vas na koncu čaka. To bo tudi naprej. Mi mislimo, da državljanske liste sploh ne bojo vlagale svojih volilnih list v drugem delu, preprosto zato, ker nobena skupina ne more doseči praga. Medtem ko tukaj v prvem delu bo pa vsak lahko vlagal samo enega kandidata, za katerega bo jasno, ali ga je vložila politična stranka ali ga je državljanska lista. Ne more nihče predlagati več kot enega, v drugem delu pa vsak lahko predlaga samo toliko kandidatov, kolikor je volilnih okrajev v tisti volilni enoti. Mi imamo različno velike volilne enote, pa enako velike volilne okraje in seveda v volilni enoti, ki so od 2 oziroma 3 okrajev do 7, šteje lista toliko kandidatov, kot je volilnih okrajev, kot je mandatov v tistem volilnem. To je celoten komplet je treba gledati. Ja, se strinjam. Je pa mislim, da je dorečen do konca. No. Tu smo porabili mesece, da smo uskladili in ne vidimo, da bi bil kakšen problem. Seveda lahko državljanske liste grejo s svojimi kandidati, ampak to je izgubljanje časa. One ne morejo doseči v tem drugem delu 4%. To je iluzorno. Prav, zdaj bom rekla, mi se točno o tej točki v stranki pogovarjali še nismo. Tako kot sem vam jaz zdaj povedala dilemo, mislim, da jo imajo tudi kolegi, tako da bojo tudi oni rabili še kako dodatno obrazložitev, ampak smo se pripravljeni pogovarjati tudi v tej stvari. Zdaj ne vem, mogoče zdaj moje vprašanje, a se vam ta sprememba zdi ključna ali pa prva najbolj pomembna? Da, iskali smo po celi Evropi, pa tudi izven, kako so države rešile vprašanje direktnega sodelovanja državljanov v celotnem procesu volitev. Proces volitev ima 3 dele. Eno je določanje kandidatov, drugo je akt volitve, to se pravi formiranje teh kandidatnih list, in tretje je potem računanje. In ugotovili smo, da vse moderne družbe praktično so v zadnjih desetletjih krenile v smeri, ki omogočajo državljanom postavljanje kandidatov in volitev. Nemški sistem že 60 let deluje na tem principu, v zadnjem desetletju so pa v to smer šle Islandija, Irska, Nova Zelandija, kot sem prej rekel, lansko leto. Pri nas sta 2 strokovnjaka, Ciril Ribičič in Matjaž Maček, pregledala praktično sisteme in smo ugotovili, da če mi hočemo pripeljati državljane v situacijo, da sodelujejo, je to pot, ki jo mi predlagamo. Če imate vi boljše, pa jaz to obrnem, boljše rešitev, ki bo omogočila tisto, kar obljublja 82. člen naše ustave, to je neposredno odločilno vlogo volivca na volitvah,
mi smo se pripravljeni pogovarjati in jaz bi kar predlagal, da se vaši strokovnjaki z našo delovno skupino skupaj hkrati usedemo v živo, pa gremo skozi teh 100 vprašanj, ki muči tako vas kot nas. Mi smo se vedno pripravljeni pogovarjati, ampak absolutno vse stvari dajmo na mizo, da bodo boljše, kot so danes. To bi moral biti naš skupen cilj. Seveda so določene pasti pri vsaki stvari, ampak meni se zdi vedno znova pomembno poudariti, da za to potrebujemo 60 glasov. In če hočemo to doseči, moramo najprej doseči na teh volitvah po obstoječi zakonodaji, pa kakorkoli je slaba, situacijo, da se bomo po volitvah lahko pogovarjali o spremembi volilnega sistema. Meni se zdi osebno, pa sem to že komu, ko tle z vami sedi, povedala, absolutno se je treba pogovarjati in bom rekla, delati na tem, da stvari se izboljšajo, grejo v pravo smer, ampak sprememba volilne zakonodaje po moji oceni ni prva točka, o kateri bi se morali pogovarjati na teh volitvah. In to iz razloga, ker moramo najprej dobiti po obstoječem sistemu 60%. Brez tega lahko mi govorimo še naslednjih ne vem koliko volitev, pa ne bomo na žalost morali nič spremeniti. Ker še enkrat poudarjam, ene majhne stvari, uvedba preferenčnega glasu v obstoječem sistemu, to je majhna sprememba, lahko bi bila za marsikoga, pa za občutek ljudi, ne samo za občutek, res bi lahko zbirali, med 11 kandidati od vsake stranke, ampak bi lahko zbirali, zdaj ne morajo zbirati, ne? Pa niti zato nismo uspeli v tem mandatu zbrati 60 glasov. Sem žalostna, dvakrat smo poskusili, pa nažalost ni šlo. Glejte, gospa predsednica. Lahko še kdo drug? Ja, ali lahko samo tole končam. Glejte, gospa predsednica, jaz smatram, da je ta izgovor, da ni mogoče zbrati 60 glasov, na nek način nepošten izgovor. Vsaka od strank ima namreč še eno pot. Če vi trdno stojite za tem, da je treba nekaj spremeniti, pa vidite, da ne morete, ker je strankokracija in stranke sedijo v udobju sedanjega zakona, vi lahko sami zahtevate s partnerji referendum in na ta način potegnete državljane v igro razgovora o volilnem sistemu. Absolutno, in to bi, če mene vprašate, preden vidim gospod Svetlik že čaka, ampak mi bo sam še tole dovolil, referendum ne pomeni, da se bo to uresničilo. Referendum je izkaz volje ljudi in volilna zakonodaja je zakonodaja, ki bi vsekakor po naši oceni bila vredna referenduma, da ljudje povejo, ali hočejo tako, kot je, ali hočejo stvari postaviti na novo. Ampak tudi sam posvetovalni referendum ne spremeni zakona. Za zakon spremeniti v demokratični državi je pač tako. Potrebujemo 60 glasov, pa zdaj nam je to všeč ali nam ni všeč in ne bo odvisno od te sestave državnega zbora, ampak bo odvisno od naslednje sestave državnega zbora in zato poudarjam, da mi smo vsi naši glasovi dvakrat so šli za to minimalno spremembo. Minimalno. Zato jaz samo opozarjam, ne da smo mi proti. Jaz sem pač realna in ne želim, da se pogovarjamo, da se vse da, če imamo določene omejitve. Drugače pa referendum, to mislim, da bi bila pa najbolj prava pot, da dobimo odgovor ljudi. Kaj, kako in tako naprej. Ampak potem ga moramo spoštovati vsi. Politiki in tudi vi, ki ste to pripravljali, če odgovor ne bo tako, kot mogoče zdaj želite. Ne? Tako da to mogoče bi bila še najboljša ideja v tem trenutku, da začnemo. Ker kakorkoli ni obvezujoč referendum, ampak vseeno pa je nek pritisk
na politike, da vidijo, kaj ljudje želijo. Gospod Svetlik. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bi se tukaj pravzaprav moral povsem strinjati z gospod Bratušek. Po sedanji ureditvi druge poti seveda nimamo, kot to, da nekako poskušamo prepričati stranke, bi jaz rekel, da se vse po vrsti zavzamejo za to, da bi testirali spremembe volilnega sistema na posvetovalnem referendumu. Žal je to posvetovalni, ni zavezujoč, ampak seveda ima določeno težo, če se dovolj veliko število ljudi odzove in odzove na način, kot mi pričakujemo. Tako da to bi bila ena od recimo dobrih predvolilnih potez, če bi lahko denimo opozicijske stranke v tej smeri pravzaprav debato javno v predvolilnem času sprožile. Bi pa še nekaj rekel, jaz mislim, da teh 60 glasov ali 61 glasov je treba, morda lahko gledamo tudi z drugega zornega kota, doslej jih ni bilo. Ampak če vpeljemo vprašanje spremembe v demokraciji, v odločanju ljudi, če jim lahko obljubimo, da bo potem manj izigravanja, da ne bo teh grdih iger, ki jih ljudje spremljajo v javnosti, zdaj v predvolilnem času, potem je to po moje eden od pomembnih adutov ali ena od pomembnih argumentov za to, da ljudi na volitve tudi pripeljemo in da bodo podprli tiste, ki se za takšno spremembo zavzemajo. Se pravi, jaz ne bi gledal, bi povsem obrnil to logiko. Dajmo dobre teme, ki so ključnega vprašanja za naš razvoj, za razvoj političnega sistema v ospredje in bomo dobili glasove. In s tem bi štartal. Saj ne vemo, kakšen bo izid, ampak mislim, da izid je pa lahko na ta račun tudi dosti boljši. Bi pa še to dodal tam pri debati okrog teh našega predloga zakona, nekaj, kar se mi zdi, da ljudje, ko berejo ta predlog, ne razumejo povsem. Namreč ključno za razmerje med strankami v parlamentu po našem predlogu je še zmerom ta proporcionalni del volitev. Ta bo določil razmerje med strankami. Če bo dobila, ne vem, SAB 10%, ji pripada, zdaj na hitro improviziram, 9 glasov, oziroma 9 poslanskih mest. Ali dobi koga na neposrednih volitvah v volilnih okrajih ali ne, bi pripada 9. Če jih pa dobi v volilnih okrajih 3, se pa pač od tistih 9, ki jih dobi na tem proporcionalnem delu, tisti 3 odštejejo. Se pravi, da to vpeljevanje neposrednega odločanja v volilnih okrajih, ki je vabljivo in tudi demokratično z vidika volivcev, seveda ne podre razmerja med strankami v proporcionalnem delu volitev. To je pomembno poudariti. Tako da tega se ni treba bati, da bi nekateri, ki so ne vem kaj bolje organizirani na terenu, na tak način izridili stranke iz parlamenta. Hvala. Gospa Alenka, mene zelo veseli, da ste odprta in da ocenjujete, da v tako velikih dilemah moramo ljudje odločati na referendum. V Slovenskem razvojnem svetu imamo 3 variante recimo za tole problematiko in jih bomo pač obravnavali zdaj v znanstvenih krogih, pa strokovnih, potem bo šla pa debata med ljudstvo, zato ker ugotovili smo, da praktično, ko sem jaz analiziral programe vseh strank, prebral, sem ugotovil, da praktično nobena ni naklonjena temu, da referendumskemu odločanju ljudstva o ključnih vprašanjih, čeprav so pred nami težka vprašanja, ki jih moramo rešiti zelo hitro. Jaz bi sam na recimo energetsko krizo opozoril, kolegica. Glejte, vsi planerji državni računajo v naslednjih 10 letih primanjkljaj elektrike od 25 do 40%, pa noben nič ne naredi. A veste, pa pri takih cenah elektrike. To je katastrofa. In jaz mislim, da moramo o tem takoj na referendumu odločati se Slovenci.
Tako da, zdaj bom zelo kratek, gospa Alenka, jaz sem vas vabil tudi, vas na te debate, zdaj odziva še ni, bi pa predlagal, da se, ker smo le spravili celotno družbeno problematiko skupaj in delajo vrhunski strokovnjaki, žal stranke ne razpolagate s kadri strokovnimi. Znanje in znanost je v podjetniških krogih, vrhunskih, na univerzi, v teh profesionalnih institucijah, pri vas pa prezamereno, je veliko tudi, ampak premalo za celoto. Tako da predlagam, da se resno lotimo in cilj, gospa Alenka, je, da bi demokratske poslanci prišli na oblast 60% večino, ker nobene nujne velike spremembe ni mogoče narediti, Alenka, ne možemo. Poleg treba tudi vsak mora povedati, fanti, gledal sem se zmotil, ko sem odločil, nič hudega, dajmo ugotoviti, kaj je kdo narobe naredil, ker napake so strahotne. Tale strankokracija, gospa, veste, koliko nam je škode naredila? 80 milijard škode v 32 letih. 80 milijard. To je katastrofa. Jaz sem ta režim nazval roparistični režim, lepo vas prosim. Mi moramo živeti in delati naprej in cilj naših prizadevanj in dialogov in pogovorov mora biti ustavna večina za demokrate. Se oproščam. Ne, v redu, jaz samo mačkan bom zdaj preusmerila pogovor. Hvala lepa, gospod Stanič, zaradi tega, ker bomo sicer v časovni stiski. Tako da, gospa Alenka, bi vi še kaj povedali na to temo? Ne, jaz bi samo dodala, da z referendumi v Sloveniji nimamo najboljših izkušenj. To je pa v smislu, da ljudje ali se ne poglobijo v vprašanje, ali ga ne znamo jim razložiti. Skratka, meni bi se zdelo, mislim, seveda, prave argumente je treba dati na mizo, da se ljudje odločajo na podlagi teh argumentov. In trajalo bo nekaj časa, da pridemo mi do, ne vem, švicarske kulture, kjer so ljudje na referendumu sposobni reči, mislim, da so odločali o dvigu pokojnin ali dvigu, ne vem točno. V naših vprašanjih odločajo, ja. Ne, oni imajo drugačen sistem in praktično 2-krat ali 3-krat na leto odločajo o ogromno stvareh. Hočem reči, oni imajo, to je sistem, ki je utečen in ljudje se zavedajo, da njihove odločitve na referendumu imajo, bom rekla, res zelo, zelo pomembno vlogo. In do tja bi morali mi tudi pripeljati naše ljudi, da se zavedajo, da je res, ko bojo odločali na referendumu o nečem, to pomembno za prihodnost. Jaz sem prepričana, če v Sloveniji danes naredimo referendum z vprašanjem, ali ukinemo DDV, referendum uspe. Ampak ljudje se ne bodo... Da ljudje niso tako neodgovorni. Mislim, da moramo poskušati, ampak če hočemo referendume drugače postaviti, da bojo zakonodajni, tako kot so švicarski, je treba 60. člen ustave spremeniti. Tako da pragmatičen, ključen cilj zdaj do teh volitev je, da toliko delamo med sabo, da pridemo do nekaj res dobre rešitve in gremo s tem na volitve. Ampak treba se z ljudmi pogovarjati. Vsak, recimo, leta je podnebna kriza, če vsak pojedinec, vsaka družina ne naredi svoj plan spremembe načina življenja, kulture obnašanja, ne moramo uspeti. Slovenci smo ogroženi, čez 10 let bo še ena stopinja bolj vroče pri nas. Mi smo doživeli agresijo in politiki, ki zdaj vladajo kompletno, z tega niso registrirali. Ne bom rekel, vsi razmišljate. Ampak tu je tako kompleksna in težka problematika, da moramo glavo se strinjam, kompleksna in težka. In cilj, gospa, je ustavna večina, da bomo te člene ustave spremenili, tako da bomo v vsakem členu ustave glasovali na referendumu. Jasno ne treba pol to vse pogovarjati, ampak če se ne pogovarjaš, če ni argumentov, potem seveda se ne moreš stojiti. Švicarska demokracija funkcionira. In naš predlog je, da jo kar prekopiramo, a tudi glede vlade, Andrej Cetinski je krasen predlog naredil, kako bolj. Dejansko prekopiramo lahko, kar se tega tiče, rešitve, ki so jih v Švici uveljavili. Zakaj ne? Dajmo najboljše stvari pobrati z celega sveta. Korupcijsko zakonodajo od Singapura, korporativno obvladanje od Holandije.
Potem recimo kombinacijo tistega, kar smo imeli v prejšnjem režimu dobrega s sedanjim. Alenka, največja napaka našega političnega sistema je, da ljudje, ki delajo na delovnem mestu, ne morejo biti poslanci. Mi smo desetletja ta režim imeli, noben poslanec je bil poklican poslanec in smo imeli vrhunske gospodarstvenike, intelektualce v parlamentu. Oni so odločali. Res, mislim, preprosto normalno, mi smo imeli demokracijo. Jaz se opravičujem, ampak a bi lahko vse prekinili z monologi, pa gremo naprej z vprašanji? Gospod Janec, jaz se opravičujem, ampak res moramo ostati na debatah, ki so predvidene. No, jaz sem prepričana, da bo gospa Bratušek rada prisluhnila še naprej, vendar smo časovno omejeni, pa še veliko teme imamo. Zdaj smo preskočili v bistvu zaključek spremembe volilne zakonodaje in smo jo pustili tako v zraku viseti. Tako da moj predlog je, tako kot ste se gospod Svetlik in gospa Bratušek že pogovarjali in tudi gospod Pintar, da dejansko je morda v tem trenutku doreči samo to, da se je treba usesti, da je treba iti skozi te stvari in da se mogoče aktivno posvetimo tej temi v agendi in rešujemo stvari in si prizadevamo k temu, da lahko rečemo, da smo se našli na presečiščih največ možnih skupnih točk v dobro seveda Slovencev oziroma državljanov Slovenije in Slovenije same. Tako da, če se strinjate, gospa Bratušek, bi vam jaz potem eno vabilo poslala ali pa vi meni, pa bomo se sestali, pa naredimo en tak sestanek bolj akcijski, mogoče, ko bo samo te teme se tikal. Lahko se dogovorimo, zdaj mi smo polno zasedeni z volilnim programom in tako naprej, ampak verjamem, da se bomo lahko dogovorili. Še enkrat pa bi rada poudarila, da na te točke, ki sem jih dobila, pa o katerih se zdaj pogovarjamo, se ne da preprosto odgovoriti da, ne, ampak so zelo povezane med sabo in če eno daš ven, se mogoče druge 2, 3 ne dajo speljati in tako naprej. Skratka, je treba gledati cel paket volilne oziroma cel paket teh sprememb, ki jih vi imate tukaj napisane. Zdaj, če ne vem, bomo zdaj s tem volilnim paketom končali, ampak tukaj lahko jaz povem, da 16 let znižanje na 16 let smo mi imeli že v prejšnjem programu, se strinjamo, mi smo dodali celo še elektronske volitve, pa so v Sloveniji, to smo celo v Državnem zboru, sem uspela zagotoviti razpravo na odboru, skratka, pravijo, da je varnostno še vedno preveč problemov. Dali bi se volitve speljati tako kot v Nemčiji, da naši volivci bi lahko glasovali po pošti, ne samo, če so v tujini. Mislim, da je v Nemčiji nekih 20 ali 30% volivcev glasovalo po pošti. To pač nekaj stane, ni najbolj poceni. Ampak to bi bila ena od variant, dokler ni možnosti elektronskih volitev, dokler ne bojo tako varne, da bojo vsi strokovnjaki rekli Skratka, mogoče še kakšno stvar tukaj zraven, o kateri bi tudi mi dodali ali pa mi želeli govoriti. Odpoklic poslanca je seveda povezan s preferenčnim glasom in tako naprej. Skratka, paket je treba potem obravnavati ali pa pogledati. No, to je samo še moje. No, jaz zaznavam tukaj zelo pozitivno, tako da sem zelo vesela, da v bistvu gre v to smer in sem prepričana, da bomo o tem še lahko veliko govorili. Jaz se, Albert, opravičujem, ti zdaj ne bom še namenila besede zaradi tega, ker smo res v časovni stiski, gremo naprej pa na koncu, če lahko. Tako da pa smo rekli, se še pogovarjamo, načeloma je pa atmosfera šla v pozitivno smer in v nekih določenih točkah se strinjamo.
Zdaj pa imamo naslednjo stvar, ki ste jo pa že itak tudi sami načeli, naslednja tematika, to se pravi opolnomočenje referenduma. Absolutno je treba tudi referendumsko zakonodajo oziroma referendum, ljudska iniciativa, oboje opolnomočiti, postaviti v neko vlogo soodločevalca, kajti omejevanje nikoli ne more biti v bistvu tista prava pot. Jaz se strinjam z vami, da taka prispodoba kot recimo referendum o DDV-ju, ampak napaka oziroma naloga politike je, da ljudi povemo. Da opismeni ljudi in mi že od samega šolskega sistema dalje državljanske pravice v bistvu nekam potlačimo še bolj dolžnosti, in vsi nekako spimo v prepričanju, da nekdo odloča namesto nas, kar je velika napaka, se pravi moramo v temelju spremeniti prvenstveno pa referendumu vrniti njegovo veljavo, No, ampak bom dala samo še en primer, ko je tudi gospod Svetlik z nami, referendum o ne bo hud njegovi pokojninski reformi. Zdaj bom rekla, vsak razumen človek bi moral glasovati za. Pa smo bili deležni, zato jaz opozarjam, da bomo... Ni preprosto. Ni preprosto. Ljudem je treba povedati, ljudje morajo poslušati. Zdaj, ko hočejo poslušati, mi moramo vedeti, da povprečnega volivca to ne zanima tako angažirano, kakor zanima mene pa vas, ki ste danes tukaj. Tako da ni tako enostavno spraviti pravih argumentov do ljudi. Ampak kakorkoli, tudi Slovenci se bomo mogli naučiti, da imamo odgovornost, ko greš na referendum in odločaš o nečem, da je to odgovornost. In če se zgodi Brexit, kot se je zgodil, zdaj jim je žal, ampak se je zgodil. In imaš pravico, imaš dolžnost, da poveš. Tako da absolutno referendumu dati večjo veljavo, ampak ljudem, skratka, ne to, kar je bila spremenjena ustava, ki je strankam vzela pravico zakonodajnega referenduma, jaz mislim, da je bila popolnoma prava stvar, ker so nekatere stranke to izkoriščale, je treba ljudem dati možnost in pobude in mogoče se dogovoriti, to se pa tudi da, katere so tiste teme, ki pa morajo mogoče celo na volitve, Gospod je prej omenil energetiko, in jaz mislim, da če bo prišlo do gradnje novega bloka jedrske elektrarne v kakršnikoli obliki, je to tema, o kateri bi morali odločati na referendumu. Ali pa, če recimo se postavi mogoče na stališče, da je nek kvorum volilnega telesa pomemben, da govorimo mi o absolutni... No, vse ta kvorum pa imamo zdaj že v ustavi na nek način, Kdaj je referendum veljaven, Pa ne samo veljaven, kdaj je zavezujoč za državni zbor, Saj mislim, da je tudi problematika bolj izpostavljena. Ja, razumem, da bi ostalo v bistvu na nek način pri posvetovalnem referendumu, ampak rečeš, če je pa toliko in toliko, bi pa bilo obvezujoče. Ja, razumem, Tako, to mislim, da bi bilo pošteno, ker konec koncev, če se tolikšno število volilnega telesa mobilizira, tak odstotek, potem tako, da je to pomembno vprašanje za ljudi, Sej. Razumem, to bi bilo tudi smiselno razmišljati. Glejte, tle se res mudi. Namreč, če hočete recimo mobilizirati zaseben kapital za vlaganje v energetiko, in pogovarjamo se o naložbah tam 10-15 milijard, moj predlog je, da se zelo hitro o tem načelno odločimo glede teh hidrocentral in jedrskih central, da se to načelno sprejme, da sploh lahko potem delaš. Kajti, če lahko vsakdo ruši, ena mala iniciativa, kdorkoli se zmisli, pa ruši tako zadevo, kje boste vi kapital dobila za te nujne naložbe, ki jih moramo energetiki narediti. Tako da mi smo v eni hudi energetski krizi zdajle in podnebni krizi, in kombinaciji obega, in smo resnično v velikih težavah Slovenci. Zato bi prosil, da res garamo intelektualci in beremo tekste in drugega, čeprav so, saj moramo reči, ki jih mi pišemo, so pač težki, koncizni, ampak samo na ta način lahko damo pametne rešitve,
da potem tudi ljudje o tem razpravljajo. In ne samo ene. Gojko, danes Dilem je ni o veliko. energetiki. Družboslovje je, pa družbena znanost, pa to je težka zadeva, ogromno variant je. Ampak na koncu koncev ne ljudje odločajo in nosijo potem posledice svojih odločitev. A ne? To je to, posledice. To je to. To se pravi, lahko načelno v bistvu tu zaključimo, da smo na istem bregu, ne? Tako. Ja. Po referendumih pa absolutno bi lahko tako rekli, ja. Zdaj nadzor nad prihajajočimi volitvami je bila sicer 3. točka, ampak se mi zdi, no, ko sem jaz razposlala ta naš scenarij, so to zamisel že kar zapopadli v 2 strankah, tako da sem zelo vesela takega odziva. LMŠ in Levica sta se že v bistvu kar podali v to iskanje kadrovskega bazena, ki bi bil tako v volilnih odborih kot vršil nadzor. Pa me zanima samo, če je tudi SAB pripravljena na kakšno tako akcijo v bistvu, da se povežemo in da se uskladimo na ta način, da so pač predstavniki tudi civilne družbe vključeni v samo volilno dogajanje in v nadzor nad volitvami. Ja, glede na to, da je pač LMŠ, bom rekla, res šel v to akcijo, iskreno tudi mi kot stranka nimamo takšnega števila kandidatov vse posod, da bi imeli lahko svoje, ampak vam bom zdaj zelo iskreno povedala, kakšne pomisleke so imeli pri nas v stranki, da se na te, bom rekla, pod kapo civilne družbe lahko tudi v te volilne odbore pridejo, bom rekla, ljudje, se pač javijo kot te prostovoljci, ljudje iz strank, za katere ne želimo, da pridejo. Če me razumete, ne bom zdaj rekla še bolj konkretna, ampak tam so tako spretni, ne? Da se nam lahko zgodi, da bomo potem imeli pod njihovo strankarsko kapo ljudi, pa še skozi našo pobudo še toliko njihovih, pol bomo pa res imeli probleme, ne? Tako da kako pa to sfiltrirati, pa nismo čisto sigurni. Tako da mi sigurno nimamo pokrite cele Slovenije, tako da nismo se pogovarjali, da bi šli točno v tako akcijo, kot je šel LMŠ, ne? Ampak bomo razmislili, no, ampak to dilemo imamo, no, tako, iskreno sem zdaj povedala, zelo iskreno. Ja, ne, sej, naš namen je, kdo ima spet mikrofon prižgan, če lahko izklopite mikrofone, prosim. Naš namen je bil dejansko, no, da poskušamo z člani, ki so zdaj preverjeni, kolikor so lahko preverjeni, seveda ne morem tudi jaz za nikogar dati roke v ogenj, ne. Konec koncev smo vsi državljani, no, boste razmislili. No, ampak ne, LMŠ je dal pobudo vsem. Ja, sem razumela, ja, sem videla, da imamo sestanek drug teden, no, da se pač dogovorimo. Okej, če gre to za neko malo bolj tako zaprto skupino, je to seveda veliko lažje, pa ta del naš pomislek odpade. Zdaj, kdorkoli, gospod Ivan, ki se tule skriva, lepo prosim, mikrofon ugasnite. Nič, zdaj pa vam predam, tako da smo malo zamujamo že, no, časovni razpored nam je mačko prišel, upam, da ne bo tukaj. Gospod Ivan, ali lahko ugasnete, prosim, mikrofon? Ja, seveda. Se opravičujem. Nič hudega. Izvolite, gospa Bratušek, zdaj pa vam prepustim vašo besedo. A to je zdaj čisto za konec? Ni čisto za konec, imamo še par vprašanj, ampak vmes, da lahko pa tudi vi poveste svoje pričakovanja, svoje vizije in tako. Jaz v bistvu zdaj sem danes računala, da se bomo res pogovarjali bolj samo o volilnem sistemu, o predlogih, ki so na mizi. Meni se zdi prav, da povem, kaj se nam poraja kot, pa ne toliko kot pomislek, ampak da pač stvari spremenimo v pravo smer, zato da ljudje
dobijo, pa ne samo dobijo občutek, da ljudje dobijo zaupanje, pa da vejo, kako pomembno je sodelovanje na volitvah. Meni se zdi to res pomembno za prihodnost. Na vsakih volitvah v bistvu odločamo o prihodnosti, tako da jaz sem pravzaprav žalostna, da več mladih ne gre na volitve, ker to je pravzaprav stvar, ki bi morala njih najbolj zanimati, ker govorimo o njihovi prihodnosti. A je to način, da jih spravimo več na volitve? Ne vem. To nisem sigurna, da je to način, da jih spravimo več na volitve, ampak ja, pogovarjajmo se in če je tak naš skupen cilj, jaz mislim, da bomo prišli tudi do najboljšega rezultata, ampak še enkrat ni to opozorilo, ampak kot treba bo dobiti glasove v državnem zboru. To je ob tej zakonodaji prvi, nujni, najmanjši, kakorkoli želite, pogoj. Mi se lahko z vsem strinjamo zdajle, pa na koncu bo od tega, ne vem. Tako da to tudi je treba, zato sem rekla, da ne bi bila to osnovna tema na volitvah. Ker ljudje že danes se mi zdi, da imajo občutek, da mi se pogovarjamo, oni pa kar mislijo, da bojo že 24. aprila lahko šli po drugačnem sistemu na volitve. Da bojo pol razočarani, ker to ne bo še zdaj takoj. Ampak vse, kar spravi ljudi na volitve, jaz mislim, da je prava pot pa prava smer. Tako. Jaz mislim, da mladi, v bistvu so majčkeno povzorčili tudi nas, našo generacijo, ki je bila zelo neodzivna, se konec koncev je treba kar roko na srce dati in povedati, da mladi samo posnemajo in tisto, kar vidijo, tisto se tudi odvija in še vedno pravim, bi skoraj si upala trditi, da smo mi tisti, ki nosimo dobršen del krivde za nastalo situacijo. Zdaj, če vam lahko mogoče samo par kratkih vprašanj še zastavim. Razveljavitev škodljivih zakonov sprejetih v tem obdobju, a je to za vas nekako selektivni izbor, bi gledali, kaj se pusti, ali bi šli kar v neko paketno v bistvu razveljavitev, če bi do tega prišlo, pa kdo je pravzaprav tisti, ki lahko odloča o relevantnosti, kaj je slabo, kaj ne, in tako, malo ta del. Zdaj tudi mogoče, jaz sem pač obremenjena s tem, kaj se v državnem zboru da, kaj se ne da, paketne razveljavitve ni, vsak zakon posebej bo treba sprejemati, tako da termina paketna razveljavitev ne obstaja. Zdajle na hiter, tudi v bistvu, če hočem biti dobronamerna, pa najti kako stvar, ki pa je bila dobro narejena, se jo zdajle iskreno v tem trenutku ne spomnim. Tako da jaz ne vem, kaj so vam drugi povedali, predsedniki strank, ampak mi že pripravljamo neko, kaj naj rečem, bom zdaj uporabila vaš termin, paket, ki bi ga bilo treba praktično takoj po volitvah spremeniti oziroma spraviti v zatečeno stanje. Da bi se zdaj vse čist anulirali, to se tudi ne bo dalo, ker vsi zakoni se za nazaj ne dajo sprejeti, tudi tukaj moramo biti realni, če so neke posledice se zgodile v tem obdobju, pač to ne bomo mogli anulirati, ampak ja, spraviti nazaj na stanje, kakršno je bilo, tisto, kar se je vmes zgodilo, pač bomo morali upoštevati. Zdaj, včeraj smo ustavili en ekstremno nor zakon, to je ta zakon o pranju denarja, to bom rekla, smo si šteli kar za dober uspeh, smo pač imeli malo sreče, da je COVID udaril tudi na drugo stran, če sem malo ironična. Ampak ja, to so stvari, ki jih je nujno spremeniti, bom rekla, v roku takoj, ko se konstituira nova koalicija. To je dejstvo in mi se res pogovarjamo o tem in tudi si, bom rekla, delamo seznam in že pripravljamo spremembe, ne samo, da pišemo kaj in kako. Tako da tle ni dileme.
Drugo vprašanje, kadrovski bazen. Vemo, da SDS vedno pride absolutno pripravljen, vsaj v neki meri, potem itak filajo po svoje, no? Ampak kadrovski bazen zdaj po volitvah, a ste razmišljali mogoče, da bi te kadre, ki so bili odstavljeni bolj kot ne nasilno, na hitro vrnili na svoje položaje, da lahko država funkcionira in potem naprej odpravljali v bistvu posledice tega, kar se je dogajalo? Jaz se mislim, da smo to bolj ali manj že povedali, ne? Ampak bom dala tudi en primer, naprimer programski svet RTV-ja, ne vem, če veste, ampak mi imamo neko ustavno odločbo, kjer je zapisano, da pač ne moramo mi, oziroma ne mi, katerakoli nova oblast kar tako zamenjati ljudi. Enako velja za SDH, pa še za kakšno inštitucijo, ne. Skratka, se je treba, vsaj mi se držimo zakonov, ne, in bo treba najti tudi kako drugačno rešitev za te pereče probleme. Tiste ljudi, ki pa evidentno, bom rekla, so na mestih, samo zato, ker imajo strankarsko izkaznico, pa za mene in za nas ni dvoma. Pa že iščete te rešitve, kako potem se s temi problemi spopasti, težavami, ali je to pač še v zraku? Zdaj me sprašujete, če imamo že kadrovsko matematiko. Ne, govorim pač za te specifične težave, oziroma ne vem, omenili ste SDH, omenili ste RTV in tako naprej, ne? Se pogovarjamo tudi za te specifične težave, kako jih rešiti, bo treba najti seveda rešitve skladne z ustavo, no. Zakon se da spremeniti, ustavo pa, bom rekla, mora biti skladne z ustavo. Ampak ja, se ukvarjamo s tem, se ukvarjamo, ker vemo in se zavedamo, da je to res težava, no, kaj ne rečem. Tako. Zdaj, jaz imam sicer več vprašanj še pripravljenih, ampak se bom odrekla, bom pustila besedo. Najprej gospod Rado, tamle že nekaj časa čaka, izvoli. Mikrofon, Rado. Mikrofon. Ne sliši se te. Mikrofon. Dajmo, gospa Seliškar, ta čas, vi izvolite, dokler Rado ne prižge mikrofona. Ja, gospa Bratušek, prej ste omenjali, da pripravljate neko novo zakonodajo za odpravo teh škodljivih ukrepov, pa me zanima, ali bi vi podprli zakonodajo, ki jo pripravlja, oziroma predlog zakona, ki ga pripravlja Inštitut 8. marec, oziroma Pravna mreža za varstvo demokracije. Pravzaprav smo tudi z njimi sedeli, vemo, kaj se pripravlja, videli pa še nismo, tako da težko rečem, a bomo podprli nekaj, kar še nismo videli, ampak mislim, da vsi govorimo pravzaprav o isti stvari. To je, da je to, kar je narobe, treba, da bo morala biti to ena od prvih stvari, ki jo bo nova koalicija sprejela. Ampak kot jaz vem, njihov zakon oziroma njihov predlog še ni pripravljen, nam ga še niso pokazali. Ja, glih zaradi tega sem omenila, ker mislim, da je škoda, da vsaka stranka pa vsaka iniciativa pripravlja to po svoje. Če bi se združili, bi manj dela bilo. Se absolutno strinjam in se bomo tudi z njimi povezali in ne bomo delali dvojnega dela. To se pa strinjam, da bi bilo škoda časa, ne? Ampak kot sem rekla, to bo težko en zakon, to bo moralo biti več zakonov oziroma obstoječe zakone, ki so jih oni popravljali, bomo mogli mi spreminjati in popravljati nazaj, ker bi bilo pa malo neresno, da sprejmemo samo en zakon, kjer rečemo anuliramo oziroma vse, kar je bilo sprejeto od do, ne velja. Tako da bo treba vsebinske stvari delati in tega ni malo, ne. Rado, je zdaj že, imaš že glas? Nimaš glasu. Gospod Svetlik. Ja, še eno vprašanje na to temo, ali bi bili pripravljeni podpreti zakon ali pa sprejeti zakon o kadrovanju v javnem sektorju, ki bi uveljavljal strokovne presoje kandidatov in pri tem seveda posegel tudi kakšno leto ali pa dve nazaj. Če se spomnite, smo imeli v Pahorjevi vladi nek tak poskus,
ki so ga pa nažalost potem sami ministri minirali v tej vladi, ampak mislim, da je bil začetek v pravi smeri. Zdaj, čeprav razumem, jasno je treba povedati, da v javnem sektorju veljajo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati in javni uslužbenci in direktorji v javnem sektorju in tako naprej. Čeprav razumem, da bi sprejeli zakon, kjer bi tudi omejili, kdo je lahko zaposlen na najvišjem mestu. O tem se lahko pogovarjamo, ampak opozarjam, da za nazaj to ne more veljati. Retroaktivno tak zakon ne more veljati, kot je meni znano, tako da ta za nazaj bo težka, ne? Jaz bi še eno vprašanje. Vi, gospa Alenka, ste kot izvrstna gospodarstvenica poznani kot nekdo, ki je reševal Slovenijo že, zdaj pa samo mene osebno in verjamem, da še marsikoga drugega zanima. Ravnovesje med gospodarsko in finančno uspešnostjo države in socialno državo na drugi strani. Kako zagotoviti, da dejansko to pride od besed k dejanjem, da to ni neka teorija, ki jo imamo nekje v ozadju, v podzavesti, vendar se pa vse skozi dogaja, da se odmikamo od tega drugega dela in da se poskušamo bolj prilagoditi, da je vsa aktivnost bolj v smeri gospodarstva oziroma finančne stabilnosti države kot v smeri socialne države. Brez trdnega gospodarstva po moji oceni ni socialne države, ker če ni prihodkov, če ni denarja, na drugi strani tudi zmanjka za pokojnine, zmanjka za socialne pomoči, zmanjka za boljše plače v javni upravi. Tako da, kako zagotoviti, ne vem, mislim, s pravo vlado, s pravimi politikami, ki se zavedajo, kaj to pravzaprav pomeni, ker če smo čisto pošteni, najlažje je obljubiti, bom zdaj spet populistična, na volitvah 1000 evrov pokojnine. To je najlažje obljubiti, ali pa povprečno plačo v Sloveniji, rečemo 2000 evrov, ali pa 1500, no, da bomo malo bolj realna. To je lahko obljubiti. Veliko težje je potem to realizirati. In mi, Slovenija, bi morala stremeti in država tudi delati na tem, da bi v Sloveniji imeli čim več delovnih mest z visoko dodano vrednostjo oziroma s čim višjo dodano vrednostjo, ker to pol pomeni tudi višje plače, na koncu višje pokojnine. V bistvu, mogoče sem se malo nerodno izrazila, človeka dostojno življenje je termin, ki sem ga želela poudariti v tem primeru. To se pravi, najšibkejši člen v vsej tej verigi so pravzaprav upokojenci. Tudi če imamo mi višje plače, višje prispevke, to pogledno in vplačujemo v pokojninsko blagajno, konec koncev, ko pa pride do realizacije pokojnine, pa vedno situacija drugačna od tiste prve zatečene. In tu jaz vidim velik razkorak. Tako da se mi zdi, da neka pomembna odločitev čaka našo politiko in tudi usmeritve, kaj in kako se s tem vprašanjem resno lotiti, ne da se samo prebrodi posamične težave. To je neka strateška v bistvu odločitev. Brez ekonomske suverenosti ni politične, ni kulturne in tudi ni socialne. Mi smo nažalost šli v to, da smo razprodali premoženje in seveda, da dobički od tega premoženja ostajajo zunaj, niso več tu. Zadolžili smo se in plačujemo obresti, ki so sicer zdaj majhne, ampak to ne pomeni, da bodo
naslednje leto še take, lahko bodo večje, ne. Uničili smo kapitalski trg, imamo 30 milijard v bankah, namesto da bi z njimi financirali rast gospodarstva, ne, in to našega gospodarstva. Ne, to se ni zgodilo v nobeni drugi državi, da bi izbrisali 100.000 delničarjev na 2 milijona prebivalcev, ne. Tako da tu je treba nekatere spremembe narediti, ki so mogoče zdijo težke, ampak niso tako težke, ne, ker na koncu koncev je bilo vplačilo takrat leta 2007 pod tedanjo prvo Janševo vlado prav v proračun. Še gospa Bratušek, hvala lepa, gospod Glavič. Ne, jaz sem v bistvu hotela če smo prej govorili o pokojninah, mogoče eno stvar reči, ne, mi sprejemamo pokojninsko reformo, ali pa smo sprejemali pokojninsko reformo ne enkrat, že večkrat in zdaj spet naj bi bila na mizi nova pokojninska reforma, ampak zame bi bilo ključno, da se te stvari ne sprejemajo tako rekoč od danes na jutri. Pokojninska reforma bi morala biti sprejeta danes in vpliv bi morala imeti na, ne vem, čez 10 let, na tiste, da vejo, kaj sledi, če začnejo delati, da vejo, kaj jih čaka. Mi pa sprejmemo pokojninsko reformo, ki velja jutri, človek ne ve, ali ne gre danes v pokoj, ali ne gre jutri v pokoj, pride en dan in se mu vse skupaj zamakne. Skratka, se strinjam, strateški premislek, pa ne samo premislek, ampak tudi sprejemanje tako pomembnih dokumentov mora biti, bom rekla, takšno, da se ljudje na to lahko pripravijo. Ne, da velja čez noč, ne vejo kako in kaj. Pa pokojninska reforma je, ne vem, mogoče tak tipičen primer tega, no. Še zadnje vprašanje in potem se vam bom zahvalila. Zanima me, v bistvu, ali se vam zdi, da ta situacija trenutno zatečena, ko se zdi, da slabše že skoraj težko, kot je, dobro izhodišče, iztočnica za korak res v neko drugačno Slovenijo, v neko drugačno razmišljanje, ali je tudi politika sama, ne samo državljani, tudi politika sama, že pripravljena tudi na to, da v bistvu bomo začeli sobivati, sodelovati, da bo to res postalo neko sožitje in da ne bo vlada in državljani, ampak da bo vlada dejansko oziroma politika postala servis državljanov v pravem pomenu te besede. Mislim, zdaj, če smo morali do te točke, kjer danes smo priti, da bi to ugotovili, pol, bom rekla, smo v res težki situaciji. Sama osebno se nikoli nimam problema pogovarjati, dogovarjati s komorkoli. Bom rekla, takrat leta 2013, ko sem prevzela vlado, je bil eden od mojih prvih sestankov, ker tudi takrat so bili protesti, tako podobno kot so danes, ne, mogoče še malo bolj množični, tako da eden od prvih mojih sestankov je bil prav sestanek z tem gibanjem protestnikov. Tako da treba je najti način, da ljudje lahko bolj vplivajo na dogajanje v državi in na svojo prihodnost. Tukaj se absolutno po moje, mi vsi strinjamo. Samo kaj je ta način oziroma kako do njega priti, je treba še doreči. Drugače pa ne jaz, ne v moji stranki se ljudi nikoli nismo bali. Celo imamo na spletni strani, če pogledate, nam lahko ljudje pošljajo predlog, zdaj smo v opoziciji, ne, predlog poslanskega vprašanja, ki ga posredujemo naprej in tako da mi smo seveda odprti in se zavedamo, da čeprav se sliši zelo oguljena fraza, da država so ljudje oziroma smo ljudje in to je še kako res. In zdaj bom majčkeno popustila v teh političnih in takih temah strašnih. Gospoda Bandellija sem spoznala preko naše žive knjige. Veste, da je snemal z nami Dnevnik Ane Frank. Lahko naslednjič, ko bo naslednja, tudi vas povabim zraven?
Lahko? No, odlično, evo, vas držim za besedo, super. Glejte, jaz sem zelo, zelo vesela, da smo se pogovorili, malček nas je odneslo v različne smeri, ampak konec koncev to je dinamika, ki je dobrodošla, saj se moramo pogovarjati. Hvala za odgovore. Jaša, jaz imam še en predlog, preden zaključimo. Kar povejte. Moram reči, da sem veselo presenečen in ta pripravljenost, da začnemo z demokratizacijo volilnega sistema. To, kar je bilo danes odgovorjeno, mi je bilo zelo všeč. To je čisto nekaj drugega, kot ko smo pred 2 letoma vabili strokovnjake iz strank, da se vključijo v našo delovno skupino za pripravo novega predloga. Zdaj imam pa v zvezi s tem naslednji predlog. Zelo nekaj nesporazumov ali pa mimohodov je bilo, ki po moje izhajajo iz slabšega razumevanja kompleksnosti tega predloga. In jaz bi tega predloga novega sistema. In jaz bi predlagal, kaj, če bi vse 4 stranke KUL-a dale po 1, 2 človeka, pa naša delovna skupina, pa se usedemo, pa prediskutiramo, da vidimo, ali se razumemo, ali so neki zadržki, ki izhajajo ne iz nasprotovanja predloga, ampak iz nerazumevanja tega predloga. In če ste pripravljeni, mi smo z veseljem pripravljeni, da nekaj takega naredimo in se potem peljemo misel vse tja, kjer ste jo danes vi peljali, to se pravi do vprašanja, kako preko referenduma, takoj po volitvah, ne prej, preko referenduma odpreti, pravzaprav, če tako rečem, uradno razpravo in pogajanja med državljani in oblastjo o novem volilnem sistemu. Če lahko vi na KUL-u, če se vam zdi to primerno, mi smo takoj pripravljeni, da se 3, 4, 5 ljudi naše delovne skupine usede z vašimi strokovnjaki. Jaz lahko ostalim 3 to predlagam. Prosim vas pa že zdaj, da razumete, da mi smo v tem trenutku res na polno v akciji volitve in državni zbor, ampak se bomo potrudili. Vsak torek imamo sestanek našega KUL-a, tako da jaz bom dala to na mizo, če niste še nobenemu drugemu rekli in bomo na vezi, ne. Mi nimamo problema, no. Hvala Bogu, najprej moramo org razumeti, da se lahko dobro odločamo in še ena naloga bo skupna, da to ljudem razložimo, če govorimo o referendumu, ne. In to bo treba na zelo, zelo enostaven način ljudem povedati, zakaj se gre, no, to. In o čem bi glasovali, ja. Tako. Jaz bi sam še, gospa Alenka, predlagal, da ta gradiva, ki sem vam poslal, da jih pogledate, pa da se okrog njih pogovarjamo, in sicer vsem strankam KUL-a sem poslal, barbarskim strankam nisem poslal. Veste, ker z ljudmi, ki preprosto ne spoštujejo zakonov, se ne moramo pogovarjati, ne? Ampak tu pa dejansko vidim, gre za vprašanje znanja, za vprašanje ustvarjalnosti, ampak mislim, da je dobra volja, da se pač v vseh teh dialogih in iskanjih pride do nek dobrih rešitev in gospa cilj ostane. Ustavno večino je treba doseči na teh volitvah tisti ljudje, ki smo demokrati, pa strokovnjaki, ne? To gre skupaj, veste. Tako da predlagam, da se dobiva. Glejte, jaz sem vam takrat, ko ste nastopili v strahotno težki situaciji predsedstva vlade, strahotno težki. Vi ste naredila tudi, po mojem mnenju, težke napake, ampak dobro se reče, v redu, sem se zmotila, ni bistveno. Važno je, da zdaj gremo naprej, da se vidi, kaj je bilo narobe. V tej knjigi, ki jo pišemo za mlade, pravica živeti. Veste, mladi ne bojo mogli živeti. Ljudi ste malo mlajši od mene, v tem se bolj kuhali v tej državi kot jaz. Tako da dajmo se strezniti okrog tega, vso pamet moramo skupaj spraviti, da sploh bomo zmogli. Mi smo zdaj poslušali, mi doživljamo agresijo 2 velesil na Evropo. Zmenili so se, da jo na plinu zaslužili Američani pa Rusi. Potem, da se igrice igrajo v Ukrajini. Ne bodo naivni. Tako da imamo velike teme za odprt,
pa res sem vesel danes današnjega pogovora. Pa Hvala. hvala lepa vam, ki delate na tem, velik del ste opravili, tudi druga skupina, stresama, tudi študije, na koncu s 3 variantami iti na referendum, ja, pred volivce, pa naj oni odločijo, kako želijo voliti, ne? Tako. Ampak moramo ustavo spreminjati, to je, tako da dajmo res ves napor narediti, mi bomo šli s tem tekstom med dijake, med študente, oni morajo spregovoriti in se v to vključiti. In prosim, da se zmenite v KUL-u, da bomo to delali skupaj. Ne? Doslej je bil razkol med nami. Lansko leto sem napisal, da zakaj grejo hlodi ven. Ne? Noben ne reagira, noben ne podpre. Zgleda, da nimate časa, to ste okupirani sami samo, da nimate časa delati tisto, kar je bistveno. Dajte se malo stresiti. Lep pozdrav. Hvala lepa, gospod Jaša. Ja, nekaj, gospa Bratušek, zdaj mi preostane, da se vam res še enkrat zahvalim zelo na hitro. Jaz se opravičujem, da smo šli 20 minut čez. Vem, da ste utrujeni, tudi nas že kar čas zdajle čaka, da se posvetimo počitku. Tako da želim vam res veliko uspešnih prihajajočih dni, soočen, veliko razumevanja in čim manj polem pod noge, pa tako da bo srečno. Hvala za vabilo, hvala za pogovor in čeprav razumem, je bil lahko prvi, vsekakor pa ni zadnji. Tako da lep pozdrav, lep večer tudi vsem vam, ki ste bili tukaj. Hvala lepa vsem prisotnim, lahko noč, se vidimo naslednjič, srečno. Nasvidenje. Nasvidenje. Ja.